Dežurni gasilci so tudi minulo noč prečrpavali vodo iz industrijske cone, kamor se steka iz krakovskega gozda. Na udaru je bila dislocirana enota Metliške Kolpe, zato so priskočili na pomoč tudi belokranjski gasilci. Mi smo sicer pomagali PGD Prekopi prečrpavati, vode ni bilo noter, ni bilo vdora v tovarno samo, ker smo prej naredili prekop, bazen in z bazena smo črpali s velikimi črpalkami v Krko. Danes so občani že začeli čistiti. Kar je bilo kaj tazga, smo dvigalni, malo gor na vešje, drugo pa nič, zdaj pa voda ven, pa blato. Leta 2010 je bila gladina Krke za dobrih 10 cm višja, a to za Miloša Heraloviča ni tolažba, saj je tokrat imel v hiši 60 cm. Mora dvigniti, ne moreš. Če dvigneš 20 cm, ni nič, 60 nimaš kam dvigniti, ker je strop gor, ne. Kaj ćeš pa pospravljati, nimaš kaj pospravljati. Kje ste pa z družino preživeli v bistvu noč? 2 dni pri bratu. Občani v teh 2 dneh niso veliko spali. Pomagal jim je tudi čolnar Marjan Jerele. Skoraj vsaka hiša na otoku ima čoln svoj in te čolne smo tudi uporabljali. Jaz sem pa še tudi čez reko Krko vozil, ki je zelo močan tok, tako smo ljudi tudi evakuirali, imetje, predvsem iz skrinj smo bili brez elektrike. V šoli danes ni bilo pouka, sprejeli so le 6 predšolskih otrok. Voda je pravzaprav danes kar precej upadla, vendar šolski prevozi so bili nemogoči, mi imamo pa več kot polovico učencev vozačev. Po prvih ocenah naj bi škoda v občini dosegla 2-kratno škodo poplav iz leta 2010, ki je znašala od 2,5 do 3 milijone evrov. V občini Kostanjevica na Krki so se že pred 4 leti spopadli z naraslo reko Krko, tokrat pa bodo morali sanirati tudi številne zemeljske plazove, kakršen je ta na Črneškem vrhu. Tudi zato je škoda ocenjena na dobrih 5 milijonov evrov. Ker pred 4 leti je bila sem Kostanjevica, kot sedaj smo imeli gor na dolno preko pa po Gorjancih ogromno plazov. 2 sta bila večja plazova, ker so bile hiše ogrožene, so tudi poškodovane, potem ne govorimo o manjših plazovih, če 40 manjših plazov je. Vodo pa so črpali na več lokacijah. Posredovali so prekopski in kostanjeviški gasilci, v Kolpi tudi metliški. Od danes pa pri odpravljanju posledic pomagajo še vojaki.